Živijo punce, že drugič snemam ta video, ker sem bila prej toliko distrakcij, da ne znam pojasniti in je bilo enih 6 delov in pred mi to vse zeditirala, s tem, da me zdaj čaka slikanje z Ano, rajše gogovo. Torej, danes sem govorila o slovenskih železnicah oziroma o zagrebskem tramvaju, ki se je naselil v moja usta. Govorila bom o zobnem aparatu, torej mojem zobnem aparatu, ki sem ga dala teden nazaj. Sicer bom ta video probala, da je res pod 10 minut, da je zelo hitro odgovarjam samo na najbolj bistvena vprašanja, ker sem jih največkrat dobila v tem času. Zakaj sem se za to odločila, naprimer, zakaj je v Zagrebu, zakaj ta aparat, koliko časa ga imela in take zadeve. Bolj podrobno čez ta proces, oziroma kaj bom končala s tem procesom, bom bolj podrobno. Zdaj je bilo pa res tak naval vprašanj, da sem nekaj moram posneti en video čim prej dodam to ven, bo pa potem, tako, če imate kakršnokoli specifično vprašanje, na katerega ne bom odgovorila v tem videu, mi ga napišite spodaj, ker čez to obdobje bom šla skozi ta vprašanja, bom na vsakega zelo podrobno, kolikor podrobno lahko odgovorila. Zdaj pa predlagam, da gremo končno v video. Torej, jaz sem si dala zobni aparat delati v prejšnji ponedeljek. Ne vem, kjer dan je to, oziroma datum. Ja, ampak sem si ga prišla delati zaradi dolgoletne želje, oziroma ne toliko želje, kolikor pa v mojem primeru nuje. Ker delam s kamero, ker imam dosti fotoshootingov in vsega, sem se zavedla, da moj tisti en štrčeč zob je bil zelo moteč. In ta želja, ker sem šla tudi na gledališko gimnazijo, vse skupaj se je začela že pred mojim 15. letom, ker sem od zmeri vedela, reki s kamero bom delala. V tistem času je bilo tudi v Sloveniji zakon, da do 16. leta imaš ti zastonj zobne aparate. In pri meni se mi je to zgodilo, kar je bila zadeva, ki me je odvrnila od slovenskega zdravstva, da sem 14. septembra imela resni dan, 16. 15. septembra se mi je po 2 leti čakalne dobe čudežno jim razprl datum in bi jaz lahko prišla. V tistem cenu je prišlo iz en dan prej brezplačno, na tisti dan 2400 ali še več je prišlo za spodnje zobe. To je mene totalno odvrnilo, sicer moji starši so mi rekli, da če si to želim, da mi definitivno financirajo, ampak meni je bilo iskreno škoda, plus odnos do kakršnega je prišlo, mi je totalno mimo bil, tako me je odvrnilo. Sem se do tistega časa že naučila sprejeti to mojo hibo, ali kakorkoli bi vsako temu rekla, ker niti ni hiba, pač moja posebnost. Tako me ni toliko motila in sem pač bila, fuck it, bom živela s tem. Ok, fast forward ima zdaj 8 let in 7 let in zdaj pol leta, leto, skoraj leto bo počasi nazaj, si je šel tudi Matjaž narediti zobni aparat v Zagreb. Jaz do takrat, sicer moja mama hodi redno k zobozdravnikom v Srbijo, ker so bolj poceni in bolj profesionalni. Tako sem poznala že za primere, kar grejo iz Slovenije se delati zaradi cenovne razlike, zaradi razlike v kvaliteti, ampak vseeno sem bila še malo skeptična. Ok, zdaj je začetek letošnjega leta, ko si je Matjaž šel delati in se jaz šla z njim. In prvo, kar me pričalo je to, da on je za zgornjo celoto dal 1000 evrov. V Sloveniji sem se pogovarjala z mojo trenerko v Perfect Bodyju, ona mi je povedala, da so njej hoteli izračunati za zgornje zobe 3000 evrov v Sloveniji. Pač, what? Ne, se zavedam, da še posebej vi, mi, ki smo ali študentke, ali srednje šolke, ali podjetnice, da začenjamo na 3000 evrov nekam vložiti je no way, nepotreben strošek. Tako da ja, on je dal tam 1000 evrov, dal sem aparat, ki drugi razlog, zakaj sem si šla pa tudi tja delati. Standardno je za vse aparate, kar sem slišala, kaj jih ljudje imajo, da morajo imeti po 2 leti ali več. Vem, da od brata punca ima že 5 let, če ne še več, pa še zmeri ga nočejo in nočejo dati dol. In to me je ful odvrnilo, ker vsaka let časovno je moteča zadeva, se navadiš čas, mislim se že po enem tednu navadila. Ampak vseeno ne mislim pa toliko časa vlagati v nekaj, kar lahko preprosto sprejmem, da je del mene, da malo drugačen je to. Matjaž na koncu je imel aparat noter samo 9 mesecev, kar je mene totalno pripričalo. In druga stvar, ne samo da je pri njemu postopek rekel, da je bil totalno neboleč, ampak imel je tudi tako zadevo, da je bilo popolnoma prozora. Tako da, če ni res stegoval se ven in se smejal, se ga skoraj ni videlo tistega aparata. Ker ni bil tisti standardni kovinski, kar v Sloveniji meni pri 16 letih so mi hoteli ponuditi tistega kovinskega, ki se ga vidi na 20 km in ki ga definitivno ne bi hotela. Ne, pač ne, delam kljub temu tudi fotoshootinge, snemam zadeve in tako in ni lih to zame. Torej, Matjaž je imel te 9 mesecev aparat in po 9 mesecih, zato ker je tako hitro, je dobil neko plastično prozorno zadevo, da jo nosi 2 meseca cele dneve. Zadeva izgleda nekako tako in sicer so mu oblikovali po njegovih zobih in to nosi zaenkrat 2 meseca cel čas, samo kadar jejo da ven in potem si seveda zobe umije in da spet nazaj gor. Je rekel, da je totalno nemoteča, moteča je samo za nas, kaj gledamo, ko si stavno gor meče.
totalno ne moteča, kar pa je potem, naj bi po teh 2 mesecih še vedno po noči to nosil. Glede na to, kakor sem rekla, da v Sloveniji samo tega, moraš imeti 2 leti, je to mene definitivno prepričalo. Kar je bil pa še tisti zadnji step, da sem se odločila, ok, grem tudi jaz narediti, pa bilo to po 9 mesecih vsega tega, ko sem pa Matjažu dejansko videla, koliko so mu lepo poskrbeli za zobe, koliko so mu bili cel čas na voljo, kadar sem vse pretehtala, je definitivno šel skozi. Vem, da zanima torej moja izkušnja, cena in vse. Cena tega, kar sem šla jaz delat v Sloveniji, je bila preko 2400, tam pride 1200, s tem, da zaradi tega, ker sem nekega posebnega. Nijem tega, kar ima Matjaž, ki on je izbral takega, kar se ga najmanj vidi. Imaš pa 3 opcije. Enega, kar se ga skoraj nič ne vidi, to, kar ima Matjaž, tistega standardnega kovinskega in enega tako nekaj vmes. Jaz imam pa takega, zato ker imam zobe spodaj toliko na gosto skupaj, ker so se prekrivali in tako. Imam nekega posebnega, ker ima zelo manjše zvezdice, tako je lahko dejansko se vse not dalo. In zraven tega je tudi tak, da namesto 9 mesecev jaz ga imela noter samo pol leta. Tako da upam, da do poletja imela že lep nasmeh. So tudi primeri, kjer imajo punce samo 4 mesece ga lahko noter in so primeri, kjer se za kak mesec podaljša, odvisno je seveda od vsega posameznika, kako tebi se uravnavajo zobi in kako ti celota poteka. Kar je najbolj pogosto vprašanje pri meni bilo je, kam sem si šla delat. Zdaj, to je Hrvatica, tako da moram prebrati, da ne za J. Domina Reljanović Protega. Punca je nenormalno fajn, tudi jaz sem prišla tja, sem nama živčna, bilo me je strah, če me bo bolelo, sej možno da bom dala zdaj kakve klipe tudi o tem. Res me je strah. Bo bubalo. Kima da ne. Obljubiš. Imaš ko posladele, da če bubalo. Zakaj ne? Onega Žmiljko iz McDonald'sa. Okej. Pokaži zobeke. Spodne. Koleksi. Zdaj pa še da glavo tak? Tak, ja. Kako je primeš? Ko si mrzu. Ja, zima je pikica. Greva not, dej. Greva not. Veš, kako me zdaj stiska, kar ko ima blizu? Nekak je lepo. Jutr imam zobarja, mama bo noč. Čuj, kako ruši že zadaj. Nehaj, to zdaj meni. Ona je še notleja. Potne roke imam. To ni nič posebnega. Opravijo jih ne vem koliko dnevno. Ženska vlada, lepe zobe imela. Vse, ko ni to. Je to. Vse prazno. Ja. Zdravo. Zdravo. Jaz sem cela živča, bože, in ne vem kaj, in me ona tudi sproti mirila in vse, tako da je bil že ta stik, mi je bil toliko všeč in že zaradi tega sem se tudi pripravila ta video narediti. In druga stvar, celoten poseg dejansko niti poseg, vse to ni poseg, celotna storitev dejansko ni bila niti malo boleča. Še najbolj čuden občutek je bil, ko te dajo neko maso noter in potem ti jo ven potegno, ampak tudi tisto ni boleče, ni nič samo čudno. Zdaj minuje 1 teden od tega, jaz se mi zdi, da v tem 1 tednu sem se končno navadila aparata. Prve 2 dni mi je bilo zelo čudno, sem bila samo na tekoči hrani, samo zaradi tega, ker ne da bi bolelo, ampak ker je bilo čudno, ker naenkrat prišel neki vmes med zobi, s tem, da kar si ti daš spodnji aparat, ti morajo dati še neki maso na zobe, tako da kadar ugrizneš, ne ugrizneš kako je standardno, ampak je nek luft vmes. Tako nekako. Tako da je še luft, ko ti ne pregrizneš aparata. To je bil tisti aspekt, ki je bil mene najbolj čuden in vem, da že potem, kadar smo se vozila z Zagreba z Matjažem, da sem mu rekla, da mi je samo moteče, niti malo ne boli, ampak moteče. Kar je potem mogoče bila mala bolečina oziroma neprijetnost, je bilo to, da zaradi tega, ker je to kovina in drsa v notranjost usnic, se zna narediti kakšna ranica ali pa potegniti malo dol kožo in to je bilo tudi v mojem primeru.
Ampak to je pri vsakem aparatu, ne samo pri tem. Ampak to je meni bil še tisti dodatni warning, ker tak zobe ne bi si zdaj vedno po vsakem obroku umil. Pa čakam, da jaz tudi ne delam in Matjaž tudi. Ampak po vsaj 3x4 na dan pa ja. Ampak je pa tudi tako, da meni je bil to, da sem jo zaveslo, da si nisem umivala samo zaradi tega, da ne imela karijesa in da bi bili zobi lepi, ker itak sem videla pri Matjažu, da na koncu ti vse zbrusijo, tako da so lepi, beli, ko novi zobki. Ampak mi je tudi to bilo, da sem res zavesla, da moram pogosto si umivati zaradi teh hranic, kaj noter, da ne bi prišlo do kakih vnetij, do kakih bakterij ali pa česarkoli. Tako res pravim čim večkrat si umivati zdaj ura, ne vem, 10. zjutraj, ja, 11. Ura je 11 in jaz sem si danes že 3-krat umila zobe. Zjutraj, ko sem se zbudila in pa še 2-krat, ker sem jedla in pa še kavico spila. Tako da res si pravim čim bolj pogosto, ne toliko zaradi samih zob, ker vem, da to oni zelo dobro poskrbijo za zdravje zob, ampak zaradi teh hranic. Se navadiš vsega skupaj po enem tednu. Jaz včeraj je bil en teden, kar ga imam. Že jem vse še neke čokolatine, malo bolj trde. Sicer je priporočeno, oziroma v tem času ne smeš jesti kakih sendvičov, ne smeš vleči ali pa kakih oreščkov, takih razgrobih stvari, ki ti znajo poškodovati zobe. Ampak če pogledam Matjažev primer, on je drugi dan, potem, ko si je dal aparat noter, sva šla v takosa in si je naročil rebrca in je grizel in mu ena zvezdica dol padla. Totalno njegov fault, ampak ni pa bilo zobi nič narobe. Dejansko, tretji dan sva se nazaj v Zagreb odpeljala, mu je dala spet nazaj noter, brez spraševati, brez karkoli. Čeprav je bila njegova napaka, čez meri je bila toliko prijazna in toliko so mu bili na voljo, da so ga takoj sprejeli, niti se ni nabo naročiti, ne nič, samo zjutraj sva se usedla v avto, šla in prišel na vrsto, takoj, ko je prišel tja, pokazuje, kaj je, brez vprašanj, brez karkoli, takoj mu je popravila in sva šla nazaj domov vlakom. Zdaj se zavedam, da eni, mogoče, če ste z Ljubljane, z Nove Gorice, se vam Zagreb zdi nekoliko daleč. Kar vam polagam na srce je, lejte, ta denar, kar bi v Sloveniji dali za aparat, pač porabite za celotno vožnje in vse tekom celote, kar imate aparat, oziroma manj verjetno. In glede na to, kar gledam v Sloveniji že pri bratovi punci, kar ima aparat, kak je odnos tukaj, koliko moraš check-upe imeti in vse, bolj priporočam tam, zato ker sem videla, da lahko je tvoja napaka, da kaj narediš. Oni se kljub temu zelo potrudijo, da ti ustrežejo, da so ti stalno na voljo. Jaz vem, da jaz sem začela komunicirati tako z Domino in Matjaž, da so ji preko maila začela pisati. Ženska se res vedno trudi, da ti je dostopna, ti čim bolj pomaga, da gleda za tvoje dobro, za dobro tvojih zobov. In kakor ste lahko opazili in pri mojih ustnicah in pri piersu jeziku, jaz to vedno najbolj iščem pri vseh storitvah, kar jih delam. Iščem nekoga, ki ne bo potem, kaj zadeva opravljena, zginil, ampak nekoga, ki mi bo dejansko pomagal skozi celoten postopka, mi bo svetoval. Primer Domina je tu meni dala, ne vem koliko je tako, da bi se še dodatno pozanimala, kaj imam v ustih, kako se temu reče. In če smo že pri temu, kako se temu reče, je sicer mi zapisala v hrvaščini, tako da bear with me, ker je ena, ta druga, pač znam hrvaško, ampak ne toliko, ta druga beseda je res tricky. Estetski samoligirajući. Estetski samoligirajući. Torej, da se samo regulira, predvidevam. Torej, jaz zaradi tega ga imam tudi pol leta. Jaz sem zaenkrat zelo zadovoljna. Priznam, da na slikanjih, verjetno ste tudi opazili moje naslednje outfit poste, da se malo čudno smejim ali pa malo še strinjam, zato ker se ne znam več smejati, kot sem se včasih. Ampak še enkrat poudarjam, to bo trajalo pol leta. Naslednje poletje bom imela že lepe zobke, žravne, sijoče, tako da meni je definitivno worth it. Torej, še tisti en dodatni bonus, kar sem vam že milijonih povedala, je pa meni tudi to, da zdaj Matjaž je imel že en mesec to plastično zadevo v ustih in kljub temu je šel zdaj z mano. Brez se najaviti, brez karkoli je šel in povedal, ona mu ga je že takoj vprašala, kako so tvoji zobi, je pokazal in je rekel, prema je bil problem en, kaj je bil bolj od spredi in daljši od drugih. In rekel, ja, to je malo moti, ona, ker vse ti bomo še zbrusili, so mu še vse poštimali. In to potem, ko vse, za kar je plačil, je že dobil, še več, no. Vedno na začetku še neke silikone ti dajo, pa brošurce, pa ne kaj vse, pa vsake 2 meseca, oziroma vsak mesec so pri njemu tam, res stalno so na voljo in pol še na koncu mesec potem prideš, totalno ne bi rabo več tega delati in ti kljub temu še ustreže, še ti gleda, če si res zadovoljen, ful poskrbijo za vse stranke, kako imajo tam urejeno. Če gledam tam, kjer sem jaz hodila v Novi Gorici, k ortodontki, meni je bilo tisto scary movie, kaj sem prišla. Tukaj tako mirno, vse roza Wi-Fi, imaš noter slike, take hipsteriš, take barve stene, ko so pri meni doma bolj rozasto. Res tak prijeten domač občutek. Punce, ki tam delajo, so vse tako fajn, zmeri smo se kaj pogovarjali, tudi kar sem še z Matjažem hodila. Tako da ja, jaz mislim, da sem vse odgovorila. Zdaj pa moram pohiteti, ker greva zano slikati ponedeljski outfit post. Ne pozabiti pogledati tudi tega v petek, ker slike so res
že te, kar sem imela ta ponedeljek v snegu in vse, te so, oh my god, jaz ne moram prehvaliti, Ane, ampak te v petek, tle sem si pa sama sebe, damn girl, in verjamem, da bo tudi naslednji dobre, tako da jaz se zdaj šibam slika. Upam, da mi je ta video prišel kolikor toliko pomoč, da sem vam razjasnila kakršnokoli vprašanje, ki ste ga mi postavljali. Upam, da vam v prihodnosti lahko razjasnila tudi vsa vprašanja, ki jih boste imeli. Če imate karkoli, da vas zanima in če vam le lahko pomagam, napišite to v komentarjih. Čez pol leta spišem, oziroma ne spišem, ja, tudi spišem blogov, zakaj pa ne. Naredim nov video, odgovorim na vsa vprašanja, kar mi boste ta čas dali. Če bom le znala, če ne bom znala, zdaj imam čas, da lahko vprašam še svojo zdravnico, oziroma ne niti, ko se ji reče. Zdaj imam še ta čas, da jo lahko vprašam, ker naslednjič bom šla po januarju k njej, da mi jih spet malo zategne. Tako da, če se le da, dajte mi čim več vprašanj, kar jih imate, kar bi jih vi vprašali zdravnico, da jo jaz lahko njo vprašam in vam s tem bolj pomagam. Probala bom res prav na vse odgovoriti, to pa za danes to. Če ti je bil video všeč in če ti je prišlo vsaj procentek prav, daj mi eno všeček, ne se pozabiti naročiti, tako da ne zamudiš naslednjega. In naslednji bo spet s Katjo Spanko. Zelo zanimivo, tako da stay tuned. Pa se vidimo drugič. Čau, čau!